Dober večer vam voščim. Jesen je pred vrati, diši že po hladnih jutrih in dolgih večerih, pa tudi po prvih znakih prehladov, ki v nekih drugih časih ne bi bili nič neobičajnega, tokrat pa sprožajo kar precej vprašanj, podvprašanj in dilem. In tudi zato bomo v nocojšnji oddaji med drugim govorili o naši odpornosti ter kako jo krepiti. Moj gost je, tako kot ste vajeni, dr. Nikola Krstič iz podjetja Mic Mengeš. Dober večer voščim. Dober večer, dober večer. Sej rečemo, da je ta teden prav poleten še, ne? Tako. Ampak jutra so že hladna, naznanjajo jesen. Kako bomo poskrbeli za to, da bomo odporni za prihajajoče jesenske in zimske dni? Ja, jaz predlagam, da odpremo eno področje, ki je zelo zanimivo. Gre za gibanje. To je en tak pojem, ki je v vsej naravi prisoten, vse v naravi se giblje, karkoli pogledate, vse je v gibanju, tudi tisto, kar miruje, je samo navidezno v mirovanju ali pa počiva, da bi se gibalo še bolj. In tudi, če pogledate človeka, ne, mislim, vse to, ne, kar imamo na sebi in v sebi, je nekako v tem namenu, ne. Torej, gibanje recimo z nogami, a ne, da hodiš, da tečeš, a ne, potem recimo gibanje, pač roke tudi so ves čas v premikanju in tako naprej, a ne. Tako da to je en pojem, a ne, ki je razširjen in v naravi in tudi v nas samih. In zanimivo je, ne, da recimo, ko se normalno ne pogovarjamo pri človeškem telesu o zdravju, a ne, da je to gibanje nekako prodrlo, tako recimo na strani pri ljudeh, a ne, kot tudi že pri strokovnjakih, pri zdravnikih, a ne. Da je pa tudi jasno, a ne, tako življenjska izkušnja pove, a ne, kdor recimo se zanemari v teh svojih fizičnih opravilih, a ne, kdor recimo zanemari to, da bi vsaj na sprehode hodil, vsaj recimo pol ure na dan enega lepega sprehoda si privoščil, ampak rednega, to je zelo pomembno, ta potem je prikrajšan, a ne, na zdravju, a ne. In danes je medicina toliko napredovala, da čisto jasno, a ne, vidi in ve, a ne, da z več gibanja, a ne, je vse, kar je v telesu, tisto, kar je zdravo, kar je nosilno, a ne, tiste, recimo, kar je tisto zdravje, ki ga imamo, ne, da je od tega odvisno, a ne, da je od tega odvisno, ne. In zdaj stvar se je kar fajn, recimo v zadnjih dveh desetletjih tudi v najvišjih medicinskih vrhovih razširila. Jaz se spomnim recimo pred kakšnim desetletjem in pol, a ne, ko sem eno strokovno medicinsko revijo prebiral in uvodničar, profesor doktor, je čisto resno pisal, a ne, onkologija, zdravljenje raka. Zdravljenje raka, katerokoli zdravljenje raka, ne, je veliko bolj uspešno, ko si bolnik privošči najmanj pol ure sprehoda na dan. No in zdaj tu pač vidimo, a ne, kaj je to, a ne. Tako da gibanje, to je tisto, a ne. In tudi za imunski sistem velja isto, a ne, isto velja, a ne. Tako da potem pa, če je gibanje tako zelo pomembno, ne, potem se je smiselno pogovarjati, ampak to življenje samo pripelje, veste, ne. Potem se recimo sprašujemo, katera je pa potem tista bolezen, ki gibanje najbolj omejuje, ki ga najbolj zavira, ki nas pri tem najbolj prizadene in tako naprej, ne. To je tudi znana zadeva, o tem smo tudi tukaj že precejkrat govorili. To je osteoartroza, to je obraba hrustanca, to je bolezen, to je največja bolezen, ki nam v življenju, a ne, lahko
prizadene gibanje in tudi nam pač prizadene. Mi smo recimo rekli že večkrat tukaj, da obraba hrustanca je bolezen, ki je mogoče najbolj razširjena bolezen, kar jih poznamo, od leta 25 pa do 65 prizadene tam 12% ljudi, 12% je veliko, no koliko je recimo 12% v Sloveniji, koliko je to? No, boste vi zaupali, koliko imate? Ja, je precej, pacientov. Precej govorimo o tisočih, 10 tisočih, potem naprej, od leta, po drugi polovici srednjih let, pa potem, ko gremo v tretje življenjsko obdobje, ki postaja čedalje daljše in daljše, a je tako, čedalje več imamo ljudi, ki jadrajo v 80, 90, recimo en zelo viden Slovenec v Trstu, ima že 107 let, pa koliko je pretrpel, to se vidi recimo, da se to obdobje podaljšuje, no ampak tukaj, pa to, kar sem prej omenil, ta bolezen, ki nam torej prizadene gibanje, pa se kar razbohoti. Morda na tej točki povabiva gledalce in gledalke, da se nam pridružite in nas seveda pokličete v studio televizije Arena. Torej, če imate kakršnokoli vprašanje v težavah s sklepi oziroma boleznimi, ki so s temi povezane, potem nas pokličite in postavite doktorju kakšno svoje vprašanje. Morda boste že skozi tale pogovor našla rešitev ali pa se boste slišala tudi v poznejših, morda jutranjih urah. Doktor Krstič, obraba hrustanca. Kar veliko sva že povedala v preteklih oddajah o njej. Dajva na kratko obnoviti, kako pravzaprav pride do nje. Obraba hrustanca pomeni preprosto to, da se hrustanec, ki ga imamo v vseh sklepih v človeškem telesu, da se slabše obnavlja. Hrustanec se celo življenje troši, ker mi hodimo, mi se premikamo, mi recimo obremenjujemo svoje sklepe, nosimo nekaj, to vse torej krha oziroma se hrustanec pač troši, in potem imamo pa tudi recimo znane vse te pač mehanizme, s katerimi se hrustanec obnavlja. To je, mislim, na kakšen način je tudi znano, No in zdaj v telesu z leti vse počasi popušča in popušča tudi ta tvorba hrustanca, medtem ko pa ta obraba hrustanca, to recimo, da se troši, to pa ostane. Mi moramo hoditi, mi moramo ves čas sklepe bremeniti in tako naprej. In zdaj tisto ravnotežje med tvorbo hrustanca in med njegovo razgradnjo se počasi poruši, tvorba je manjša, razgradnja ostane in potem se hrustanec tanjša. No in to je potem osnovni tisti vzrok, osnovni problem pri osteoartrozi oziroma pri obrabi hrustanca. Hrustanec se tanjša, znaki za to tanjšanje, kot rečeno, je to sistemska bolezen. Sistemska pomeni, da prizadene vse sklepe hkrati. Zdaj me pa lahko vprašate, zakaj pa boli samo koleno nekoga, zakaj nekoga nekje drugje. Ampak se to je zelo življenjsko vprašanje, ne? Ja, zdaj to je tako, torej smo ljudje različni, to je recimo ena zadeva, in tudi različno obremenjujemo svoje sklepe, odvisno, kako je nekdo v življenju nekako naravnan, kakšen poklic ima in tako naprej. Ampak v načelu je tako, tisti sklepi, ki so najbolj obremenjeni, se najprej oglašajo. Recimo koleno. Za koleno je značilno, da je tu največ težav zaradi obrabe hrustanca. Zakaj? Ja,
po kolenu celo življenje hodimo, to je zelo obremenjen sklep in potem se težave najprej začnejo tukaj, kar pa seveda, kot sem rekel prej, ne pomeni, da v drugih vseh 80 sklepih se hrustanec ne tanjša, se tanjša. Ne? Tako. No in zdaj, kakšni so znaki obrabe hrustanca, te bolezni, ki je, kot rečeno, zelo razširjena med nami. Kot prvi znak je recimo pokanje v sklepu ali pa v sklepih pokanje. To se pravi, da se nekaj dogaja, ampak mi to sprejmemo bolj za heca. Mislim, to je zanimivo. Mislim, malo premikaš sklepe, obremeniš pa ti poka. Okay. Mimo tega pač gremo, življenje teče dalje. Zdaj, s časoma, ko se to stanjšanje sklepa povečuje, pa potem pride tudi do manjše gibljivosti. Pravimo, trdota je šla v kolena, se pravi, manjša gibljivost. Hrustanec ni več toliko elastičen, prožen, tudi malo razpoka in potem je gibljivost manjša. Se pravi, to je to. Tudi trdota ni ne vem kakšen problem. Malo se razhodiš, zmasiraš, pa gre stvar naprej. No, zdaj naprej tu, ko se hrustanec še naprej tanjša, mislim, leta grejo, stvari se slabšajo, samo slabšajo, se ne bomo razložili potem takoj tudi zakaj. In tista naslednja stopnja v teh znakih za obrabo hrustanca je pa vnetje. Veste, ko recimo se ta sklepna površina na glavici in recimo na jamici, ko ni več gladka, ko je razpokana, ko tudi kakšni drobci se pojavijo vmes in tako naprej. In tu prihaja do trenja, se drgnejo, mislim, strukture med seboj. In zdaj, če mi recimo roke pomanemo, se segrejo, tukaj tudi se stvar segreje, bolj, ko recimo hodimo normalno, mi moramo hoditi, to se avtomatično pač dogaja, in razvije se vnetje. To je recimo ta tretja stopnja. Tu pri vnetju pa že začnemo nekaj čutiti. Tu zdaj, to so zdaj pritiski na živce, to so že eni boleči občutki, veste, koleno, ki oteče, pa ki je boleče, pa ki je zardelo, vse, to tudi boli, boli. Zdaj, še naslednji znak, ki pa tudi lahko se pojavi prej ali pa kasneje, odvisno od človeka do človeka, so pa boleči občutki. Hrustanec, ki je recimo na sklepni glavici, pokriva to kostno tkivo, tako živo tkivo. In v tem živem tkivu so vse strukture, tudi živci, živčni končiči. In ti so zelo občutljivi, živci je občutljiv vsak. To je že ponarodelo, da je živc nekaj občutljivega. Tako je. In zdaj, ko se ta hrustanec, ki je na kosti, tanjša, slabše ščiti te živčne končiče. Ko mečkan razpoka, jih še začenja dražiti. In to se pa potem čuti. In to je največji zdaj problem. Boleči občutki, ki recimo pridejo, pa nekaj časa najprej malo te vznemirjajo, ampak potem roke malo, mislim, ali pa koleno malo zmasiraš, se recimo sprehodiš, pa to preneha na začetku, ampak kasneje pa potem je to čedalje slabše in se bolečina razvija, je čedalje več, ni več tako na vsake toliko časa, ampak je kar naprej, pa ni samo to boleči občutek, ampak je kar orang bolečina, bolečina taka, recimo, ki ti po noči tudi spat ne da, ko je hrustanec že zelo izrabljen, so to neznosne bolečine in tako naprej. In zdaj tu imamo en tak kvartet znakov za obrabo hrustanca. Najprej smo rekli pokanje, manjša gibljivost, trdota, vnetje in bolečine. Bolečine so največji problem, ker boli. In zdaj to je to. To so recimo znaki. In zdaj pa...
kaj bomo naredili, ne? Kaj bomo naredili? Najprej bova povabila gledalke in gledalce, če ste se prepoznali v obstoječih temah oziroma vsem tem, kar je dr. Krstič zdaj povedal. Pa imate morda še kakšno vprašanje, je zdaj pravi čas, da nas pokličete in ga vprašate, seveda pa lahko mirno spremljate oddajo tudi preko televizijskih zaslonov. Dr. Krstič, vseeno bi morda želela, da malo izpostavite tole, ne? V preteklih oddajah ste že velikokrat povedali, kako zelo veliko Slovencev ima pravzaprav to vrstne težave. Veliko, ja. Se prej sem tudi že pred nekaj minutami sem povedal, ne, recimo v tem življenjskem loku od 25 do 65 leta, 12%, ne, to je veliko. No, se zato pravim, verjetno so se prepoznali. Ne, veliko je tega. Potem kasneje pa stvar skoči, ne, naravnost v nebo, ne, in zdaj, bolj ko grejo leta, večje tega. Vi, če poznate recimo 10 ljudi, ki so stari okrog 80 let ali pa 70 let že, ne, 7-8 njih bo zanesljivo imelo te težave, ne. Zanesljivo. Ne. Tako da tu vidite, mislim, koliko je to razširjeno. Govorimo o tisočih, 10 tisočih, tudi 100 tisočih v Sloveniji. In če zdaj recimo obrneva vprašanje, koliko teh, ki že zaznava težave recimo v zgodnji fazi, pa potem vse do 4. vaše stopnje, se oglasi po zdravila? Oziroma v kateri fazi pravzaprav začnemo ljudje razmišljati, da bo treba nekaj ukreniti? Ja, zdaj to je odvisno, veste, če pogledate, zdaj recimo vedno, ko obravnavamo sedanje stanje, ne moramo mimo pol pretekle in recimo ene zgodovine, ki je 20-30 let stara, ne, kako je medicina to zdravila, ne, kako so se ljudje oglašali, to je odvisno od stopnja, ne, kako je medicina uspevala to zdraviti, ne, veste, ne. Jaz vem recimo, ko sem bil mlad zdravnik, ne, pa takrat smo se malo hecali, to je bil tak grenki humor, ne, in stara mama, ne, recimo, jaz, ko sem imel 32 let, pa ne vem, 33, ne, kakorkoli že, ne, in recimo, če je prišla v ordinacijo, pa smo se malo hecali, ne, in je rekla, sinko, saj jaz vem, ne, to je bolezen, ki jo zemlja ven vzame. Tako je bilo, a veste. Ni bilo zdravila za tisto vzročno zdravljenje obrave hrustanca. Nismo znali, tako je bilo. Pa zdaj nobenega ne moreš kritizirati, pač tako je bilo, ne. Če je bilo vnetje, si dobil nekaj proti vnetju. Ok, lepo, si uredil. Ampak bolezen se je pa širila naprej, ne. Bolezen se je širila naprej. Če te je bolel, si dobil nekaj proti bolečini. Ok, ampak vzroka nismo zdravili, bolezen se je širila naprej, ne. Oziroma, tle je bila še zadrega, veste. Vse to smo že povedali in tega se tudi po moje, da gledalci zavedajo in gledalke, ne. Če recimo te koleno boli, hodiš malo bolj previdno in ga manj obremenjuješ, ne. In te koleno boli zaradi tega, ker je hrustanec obrabljen, ker je razpokan, ker ni več tisto, kar je recimo bil pred 10-20 leti, ne. In ti si bolj previden in ga malo manj obremenjuješ in ga s tem varuješ, a ne. Varuješ ga s tem. Ne pa, vzameš tableto proti bolečini, a ne. Te ne boli več, hodiš, kot da nič ni in kaj se dogaja, sami potem pač lahko sklepate. Tisto, kar je poškodovano, poškoduje še bolj in kaj zdaj? Ja, bolečina se bo vrnila in se bo vrnila večja. To se pravi, kaj zdaj? Jemlješ nekaj proti bolečini, bolečina se ti pa vrne še večja, ne? To je bila zadrega. Tako je bilo. Tako je pač bilo. Ampak zdaj pa lahko nekaj povemo, ne? Zdaj pa je tisto, čim prej idemo povedati, ne, to, kar naše gledalke in gledalci vedo, ne, in smo že velikokrat povedali, ne. Ne toliko let nazaj, mislim ne toliko, recimo 20 let nazaj, ne, je prvič prišel na sceno, 20 let nazaj, to ni več tako dolga doba, ne, pač, ne, mogoče nekje že prej, recimo pred 25, mogoče 30 leti, ampak ne več, ne. Tisti prvi, ki so začenjali tukaj nekaj početi, pa ki so odkrili, ne,
kako se hrustanec obnavlja v naših sklepih. Kaj je tisto najbolj pomembno, kaj je tisti sprožilec, kaj je tisto, kaj to uravnava in tako naprej. To je snov, ki se imenuje glukozamin. Glukozamin. To je snov, ki jo telo naše samo tvori. Ne? To je snov, ki jo tvorimo celo življenje, ne? In snov, ki torej sproža tvorbo hrustanca. Lahko rečemo, da je to gradnik hrustanca. Ne? Hrustanc je eno tkivo, ki ima več sestavin, not imate kolagen, not imate hialuronsko kislino, not imate hondroitin, not imate pač elastin, pa še recimo nekatere druge sestavine, ok, pustimo, to je komplicirana zadeva, ampak vse to sproži glukozamin. Mi tvorimo glukozamin, glukozamin je v naši krvi, a ne po krvi pride tudi v limfo, preko limfe v sklepe, v sklepno tekočino, a ne, in tam sproža tvorbo hrustanca. In to počne kar naprej. Hrustanec, smo rekli prej, se troši in obnavlja. Tisti, ki je ta glavni pri obnavljanju hrustanca, je glukozamin. In mi ga sami tvorimo in dokler smo recimo v enih zgodnjih letih, a ne, recimo 15 let, 20 let, ne, do enega 40 leta, recimo, ne, tu nekje, pri nekaterih lahko tudi bolj zgode, ne. Lahko je tudi, recimo, ne vem, pri 33 ali pa kasneje pri 50, kakorkoli, a ne, tu nekje, a ne, se stvar prevesi, a ne. Vse v telesu popušča, vse razumljivo, ne, vse v telesu popušča, tudi manj svojega glukozamina naredimo, a ne, in ker je tega glukozamina manj, in ker je ta glukozamin odgovoren za obnavljanje hrustanca, se hrustanec slabše obnavlja. Zdaj smo odgovorili na tisto, a ne, ker sem rekel prej, da poznamo način, mehanizem, kako se to dogaja, a ne. Manj glukozamina pomeni slabše obnavljanje hrustanca, pomeni, to je vzrok, zdaj smo pa pri vzroku, to je vzrok za obrabo hrustanca. In če sem rekel prej, da včasih nismo znali zdraviti vzročno, če te boleli, si dobil proti bolečini, če se ti je vnel, si dobil proti vnetju, vzroka nismo znali zdraviti. Zdaj pa smo pred toliko in toliko leti spoznali, da je to glukozamin, da je pri glukozaminu vzrok. In kaj zdaj, a ne? Ja, evo, zdaj pa imamo eno stvar, ne? Zdaj smo s tem, ko smo za glukozamin zvedeli, smo zagrabili bika za roge in smo lahko pri zdravljenju osteoartroze in obrabe hrustanca dejansko uspešni, veliko bolj uspešni in to je to. Vi pravite, da jemanje glukozamina vpliva tudi na zmanjševanje smrtnosti, lahko to kako podkrepimo? Ja. To vendarle ni kar iz trte izvlečen podatek. Sploh ne. Zdaj, tukaj pri zdravljenju obrabe hrustanca z glukozaminom, ne, to je zdaj spet eno zelo obsežno področje. Treba je zdaj spet malo povedati, malo zgodovine, no, malo zgodovine, ne, kako je to bilo na samem začetku, ne, vse veste kako, ne, ko se otrok rodi, ne, pa čeprav je čez 40 let vrhunski znanstvenik Nobelovca, ne, ki se rodi, še hoditi ne zna, mislim, še govoriti ne zna, tako je bilo tudi podobno, je bilo tudi pri glukozaminu. Prvi glukozamini niso bili tako učinkoviti, ne, niso bili učinkoviti, ne. Stvar se je začela, videli so, da je to pomembno za hrustanec, ampak ni bil še obdelan, ni bil še torej izoblikovan tako, a ne, da bi recimo takrat na začetku govorili, aha, to je pa to, ne. Ker recimo takrat na začetku, ko se je glukozamin pojavil, pa so videli, da je povezan z hrustancem, niso mogli povedati tega, kar vam zdaj govorim. Ker se pač ni vedelo, ne. S časoma se je to raziskovalo, se je to spoznalo, kaj je in tako naprej, ne. Prvi glukozamini so pozdravili
od 10 primerov enega do 2. Super, zdaj imamo boljšo statistiko, ampak tudi Tako, telefonski klic. tako. Dober večer komu. Ja, dobro večer, Anja na tej strani. Dober večer. Gosta imela eno vprašanje. In sicer, jaz sem letos na smučanju, ko smo bili v Avstriji, padla in zdaj me pri vsakem malo večjem naporu boli koleno. Me zanima, ker pa še zaradi tega skupaj do skupaj prišla, me zanima, kaj gospod misli, če mogoče gre za kakšno obrabo hrustanca, ker nimam občutka, da me bolijo vezi, če bi mi lahko mogoče pomagal. Ja, zdaj malo več podatkov rabimo, ne? Koliko let imate, gospa? 40. 40. Aha, tu se stvar začne. Zdaj, a vas ta bolečina kaj po noč vznemirja? Tudi včasih, ja. Tudi včasih? Aha. Ja. Ja, jaz predlagam, da greste na slikanje kolena. A ste že šla k zdravniku zaradi tega? Ne, nisem bila Niste? zaradi tega, ker zdaj bila ta korona čas, pa to pa Aha. to zdaj se malo potraja, pa tudi res sem bila malo službeno odsotna, ampak danes, ko imate tako zanimivo oddajo, pa sem pisala, da vem, kakšno imate vi mnenje, ne, glede vsega, ne. Ja, a glejte, tudi v tej oddaji smo povedali, da se recimo obraba hrustanca ne začne, da se prelomi pri 40. letu. Ne. Tu nekje se stvar začne. Zdaj, pri vas je pa na vsak način smiselna diagnostika. Najprej, da vidite, zakaj gre, a ne? Ja. Zdaj me še recimo to zanima, kaj ste počela, mislim, doslej? A ste kaj, kakšne tablete jemala proti bolečini, na primer? Ali... Ja, proti bolečinske, ja. Aha, proti bolečinske tablete ste jemala, Ja. to se pravi, da je Ja. to zdaj že kar bilo dokaj izrazito, Ja. a ne? Vse skupaj, Ja. a ne? Ja, jaz vam predlagam, da greste na diagnostiko, da slikate koleno. Vse to možnost boste imela, oziroma imate, kljub temu, da je. A ne? Ja. In če bo recimo zdravnik vam povedal, ne, da je hrustanc obrabljen, a ne? Ja. Takoj pejte na glukozamin. Takoj pejte na glukozamin. In po vsej verjetnosti, zdaj, to je zdaj mejno, a veste, tu se recimo vsa stvar začne, a ne, in zdaj, pa kljub temu bi recimo dovolil to možnost, ne, dajte imati recimo 1 mesec pa pol, 2 in prenehajte. Če boste imela mir, to se pravi, da imate še pred sabo nekaj časa, ko boste lahko vozila brez zdravila glukozamin. Če pa vi recimo po 1 mesecu pa pol oziroma 2 dobite recimo zelo malo bolečino, a ne? To se pravi, da se je že začelo to, da imate premajhno tvorbo hrustanca glede na razgradnjo, ne? In potem je treba pač jemanje glukozamina vzeti kot redno in trajno, a ne? To je to. Ja, verjetno, najlepša vam hvala za odgovor. Prosim. Hvala lepa. Prosim. Lep večer. To je še ena stvar, ki jo morava poudariti. Ja. Ne? Preden se lotiva razlike med kakšnimi prehranskimi dopolnili Ja. pa zdravili, redno in trajno uživanje je tisto, Ja. ki zagotavlja rezultate. Ne? Tako je. Ker, evo, tudi zdaj gospe, ko sem odgovarjal, sem povedal, ne, možno je, da se je pri njej to že prelomilo, da zaradi, in to je normalno, veste, ne, organizem pač ima en svoj življenjski lok, ne, eno življenjsko dogajanje, ne, ko začne vse v telesu počasi popušča. To je normalno, ne, to je treba sprejeti, to je tako, ne, to je tako. In zdaj, če je zdaj tvorba glukozamina začela torej pešati, a ne, v tem primeru je treba to nadoknaditi, a ne, kar pomeni, a ne, da je treba potem redno in trajno to jemati, a ne. Še en telefonski klic Ja. imava. Dober večer komu. Večer. Pozdravljeni. Meni je danes kolena poknala. Ja.
zdaj pa ne vem, a je od tega ali ne. Boste rabili še na kakšen podatek? Star sem pa 52 let. Koliko ste star? 52. 52 let. Aha, aha. Ja. Ja, gospod, dajte še povedati, kako je recimo z drugimi znaki. A imate kaj trdote v kolenih? Malo, ja. Je, ne? Zadaj za koleno imam bulo. Bulo, aha. A ste bil kaj na pregledih pri zdravniku? So vam kaj slikali koleno? Ne, zdaj nisem bil. Niste? Aha, aha. Ne. Pa je ta bula boleča? Mislim, kakšna je? Ja. Ne, ni boleča, bo lahko stisne, pa vse. Aha, 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 aha. Torej, trdota je, ste rekel, a ne? Jo, A ste mogli kdaj kaj, tako kakšnih znakov vnetja, ali kaj? ne da bi vedel. Ja, dobro. Kaj pa boleči občutki, kaj pa to? Boli me pa. Boli, aha. Ja. A vas boli recimo, ko hodite po stopnicah gor, kako je? Ko hodim po stopnicah, samo ne vprašaj, ko gibljem. Aha, aha. Ja, gledajte, zdaj po teh, mislim, kaj pa po noči, kako je po noči? A ste se kdaj zbudili zaradi bolečine v kolenu? Po noči pa ne vprašaj, tako na ognj gor. Aha, ko hodite dol, pravite, a sem prav razumel, ko hodite dol po stopnicah, takrat imate težave, Ja. ne? Halo? Ja? Ja, Ja. No, gledajte, Ja. zdaj, ko smo dobili malo več podatkov, ne, je čedalje manj dvoma, da gre za obrabo hrustanca v vašem kolenu, ne? Zdaj, kaj ste vi doslej jemal? A ste kaj jemal? nič nisem imel. Nič niste jemal. Potem vam jaz priporočam, da naredite še dodatno diagnostiko, veste, da se zasigurate, kaj točno je v vašem sklepu, ne? Ampak skoraj zanesljivo je obraba hrustanca, zdaj pa, če je še kaj dodatnega, zdaj, ki ste omenili to bulo in tako naprej, a ne, da ne bi to kaj problematičnega bilo, pejte še koleno slikati. Ampak lahko že jutri greste v lekarno, pa si navadite zdravilo glukozamin in ga jemljete redno. Ne? Tole tako. Pa samo na eni nogi. Ja, v redu, samo na eni nogi. To je takšno zdravilo, zdaj kot vam kažem tukaj na zaslonu, a vidite? Ja. No, to je to. Redno in trajno jemanje po 3 kapsule na dan, po teh znakih, ki jih imate, to zdravilo pride zraven. Ampak, še enkrat ponavljam, pejte na dodatno diagnostiko, da se še dodatno ugotovi, kaj točno je še mogoče v vašem kolenu. V redu? Hvala. Prosim, Hvala lepa. prosim. Lep večer in lahko noč. Morda vsem gledalcem še pojasniva, da lahko stišajo televizijske sprejemnike, ker vas mi prav dobro slišimo, vi pa boste tudi lažje spremljali pogovor. In še en telefonski klic bomo sprejeli. Dober večer komu. Žitnik Andrej. Pozdravljeni. Povejte, kaj vas zanima. Dober večer. Večer. Halo? Ja, Ja. mi vas slišimo, vi pa poslušate televizijo, zato predlagamo, da jo tam kar Dobro. stišate, ker nas boste dobro slišali Ja, po telefonu. dobro. 6 mesecev že jemljem Voltaren. Aha. Ja. In ni nič boljše. Ja. Mažem pa še nogo z kisom in z oljčnim oljem. Zdaj me je pa zdravnik poslal slikanju noge, zdaj pa ne vem, ali je to navadno slikanje, ali je to ultrazvok, ali je to magnetna resonanca. Ja, kaj piše na napotnici, a ste prebral? RTG. RTG, to je rentgen. To bo rentgensko slikanje.
Koliko let imate, gospoda? Ste že povedal? Niste? 71. 71, v redu. Ja, koliko časa imate že te težave? Koliko let? 6 mesecev. 6 mesecev, aha. Dobro. A vas po noč boli? Po noči, a vas boli? Po noči in po dnev. Po noči in po dnev. Po noči in po dnev. Ja, gledajte, v tem primeru zelo verjetno je v ozadju obraba hrustanca. Skoraj z gotovostjo lahko to trdim, ampak pejte še na rentgen, da se to potrdi. A veste? Ne? Ja. In tisto, kar je... Pa če imamo obraba hrustanca, bo Ja? se na navadnem rentgenu to ne vidi. Če se na navadnem rentgenu ne vidi, ali ima obrabo hrustanca. Ja, praviloma se vidi, ne? Včasih se pa tudi ne vidi, ne? Ampak glede na leta, ne? Torej ste že v tem štadiju, ko se hrustanec tanjša, ne? Ste že na tem, a veste? Ste že na tem, a ne? Tako da vam, torej vi ste rekel, da ste jemal Voltaren, a ne? Ja. Da. Voltaren je protibolečinsko zdravilo, a veste? In tu se zdaj dogaja to, kar smo v tej oddaji nocoj že povedali, a ne? Vi imate bolečino, jemljete nekaj proti bolečini in samo proti bolečini, proti vzroku, zaradi katere je ta bolečina nastala, pa Voltaren ne more delovati, veste, ne? In zato vi pravite, da je slabše, ne? Ker se vam bolezen širi. In zato vam predlagam, da greste čim prej in si nabavite zdravilo glukozamin Pharma Norda, ne? In potem to redno jemljete, kot je predpisano, ne? Dobro, hvala. V redu? Hvala. Redu. Ja. Hvala lepa. Prosim. Hvala za Adijo. vaša vprašanja. Morda tudi v prihodnje naše gledalce vendarle spomnimo, lahko slišate vaše televizijske sprejemnike, ker boste lažje spremljali svoje vprašanja, pa tudi odgovore našega doktorja in tako ne poslušate televizijskega sprejemnika, pač pa samo telefon. Doktor Krstič, Ja. kljub vsem zanimanjem, kljub vsej statistiki, o kateri vse čas govoriva, da ima vse več ljudi težave z omenjeno bolečino, pa vi pravite, da še vedno opažate, da se glukozamina jemlje vse manj. Ja. Zakaj? Pri glukozaminu Pharma Nord mi smo začeli z tem zdravilom v Sloveniji. To je zdravilo, ki prihaja iz Skandinavije, iz Danske, proizvajalec je Pharma Nord. Mi smo ga v Sloveniji registrirali leta 2005 in potem, ko se je stvar začela, veste, to polagoma se razvija. V 3-4 letih smo kar glede na to, da mislim, koliko je te bolezni in kakšni problemi so bili in kaj smo mi prinesli, se je stvar lepo razvila in je potem bilo eno obdobje nekaj leta, ko se je jemalo kar več glukozamina, kot je sedanja situacija. Bistveno več, a ne? A je spet kdo na... Tako je, Še en imamo klic. telefonski Aha. klic, pa bova potem odgovorila, Prav, zakaj vse manj. prav. Dober večer, komu? Dober večer. Dober večer. Jaz bi ga vprašal za noge, me bolijo pavci, zdaj ne vem, ali to užilja, bil sem pri ortopedu tudi Ja. in vse. In pravijo kao živci, kako bi, prosim vas, odgovoril vedno. Najbrž boste potrebovali še kakšno podvprašanje. ne? Ja, seveda, podvprašanja so tukaj, ker mislim, koliko let imate? 56. 76 let. Ne, 56. 56. A ja, 56, pardon, 56 let. Kako je recimo z drugimi sklepi? Drugo je v redu. A ste kdaj čutil recimo pri kakšni daljši hoji, recimo koleno, kolk, druge sklepe, kako je s tem? Ne,
jaz sem v gradbeništvu delal, ne, Aha. zdaj sem invalidsko v penzioni, ne. Aha, invalidsko. No. Zakaj pa? Ja. Zakaj pa? Samo pa ene posege take, ker ne vem, če glih za v javnost povedati, ne. Če želite. Ja, lahko pa povem, Boris Pogačar mi je 8-krat ne. Pogačar, ne. Kje je bila operacija? Na čem? V Novem mestu pa me... Ne, mislim, kaj vam je operiral? Operiral mi je za sečovod, pokvaril mi je pa prostata. Sečevod in prostata. Aha. Ja. In koliko časa je od tega? Tega je že 5 let, Aha. zdaj me po noge pa 1 leto tu me bolijo, sem bil zdaj, 2 dni nazaj sem bil tu. Pri ortopedu ste rekel. Tako, ja. Aha. Ja, za žile pa pravijo, da žile je vse v redu, Ja? samo kao, ne vem, zdaj živci, ne. Kaj vam je, mislim, kakšno diagnozo vam je ortoped postavil, pa mislim, kaj vam je predpisal, vam je kakšno zdravilo dal? Ja, Napourin, 2 do 4 miligrama, ne. Ja, To je napisal mi, tudi zdravnica že napisala, nekaj mene, sam palce imam, kako povedal, na nogah, ne. ja. Drvijene ne čutim, boleče, ne, kako povedal, komu gips na palce, kako ne rečem, trdo, ne. Ne. A je to kaj povezano s hrano? Ne, s hrano nekaj sem že imel teh pregledov dosti, no, da sem bil, kako se reče že, no, MG, testo za to, no, za mišice, no, MKG, kako se že reče. Elektromiografijo so vam delali? Ja, to se dela, ne. Aha. Ne. In kaj so ugotovili tam, kakšna je prevodnost? Ne, zdaj vse v redu, jaz ne vem, mene noge bolijo še skozi. Ja, a za žile ste tudi rekel, da ste imel pregled? No, sem imel pa preučili še 2 dni nazaj. Ja, Tudi pregled, vse v redu, zdaj mi je dal pa ta doktor, kako se reče, tudi pa to za živce spet neki pregled, ne. Da moram ta oporin zdravila imeti za živce, ne. ja, pa rin se jemlje, veste, protibolečinsko, če ne morete spati, recimo, in tako naprej. A vi slabo spite? Slabo spet, to lahko rečem. Ja, Ker sem tudi takrat, to je 1 leto zdaj od avgusta, ja, mene je 3 mesece me palci, noge boleli, tako da mi je zdravnica napisala Doreta. Doreta zdravila, jaz sem mogel zdržati po noči, jaz sem spal, 10 kg sem svojčal. Vedno pobiralo, no. ja, vidite, zdaj problem je zelo kompliciran, zdaj težko, da bomo tukaj kaj pogruntali, ne, zdaj jaz vam predlagam, če želite, da vam mi recimo to pregledamo, ne, to tudi delamo pri nas v Mic Mengeš, ne, komplicirani primeri tudi od časa do časa k nam pridejo, vendar če želite, nam lahko pošljete recimo ene 5-6 strani teh vaših izvidov, a ne, in potem bomo mi to obdelali in videli, kaj in kako vam lahko svetujemo, ker takole pač očitno gre za en kompliciran primer, a ne, in je treba se mečkaj več temu posvetiti, ne, tako da zdaj na hitro, vidite tudi sami, a ne, en specialist, drugi, tretji pa nima odgovora in so vam dali samo pač nekaj proti eno simptomatsko zdravljenje, ne, tako da jaz vam predlagam to, ne, če želite, no,
Ne? Zdaj, a so vam kaj tudi mnogo slikali? No, so, sigurno, da so. Ja, tudi slikali. In kaj so ugotovili? Kaj so ugotovili v stopalu? Končnine pa tudi vse v redu, ne. Ko sem na obeh nogah imam, ne. Aha. In tudi vse v redu, to sem bil pred pol leta že nazaj, ne. Tu v redu, zdaj mi je pa ta na potu še neko potenco na včerajšnjem sem bil. A vam je kjer zdravnik kdaj omenil zdravilo alopurinol? Ne. Ne. Če vi jeste recimo svinjsko meso, a se vam kaj poslabša to? Ne, meni je vse isto, ali jem ali ne jem. Ja, sej. Svinjino ali pa to, meni je vse isto. Ja, gledajte, predlagam to, no, da, ker je primer kompliciran, a ne, zdaj, a magnetno resonanco ste že naredil? Tudi se mu imam pa... Tudi? Ja, tudi magnetno resonanco se mu imam pa na levi strani 4-5 tehno, kako se reče, zrabljenih, no, zrabljene tije... No? Ploščice, kako rečemo. No. A kje so vam delali magnetno resonanco? Niso na stopalih delali magnetno resonanco? Ne, hrbtenico. Ja. In katera vretenca so prizadeta? Na levi strani, da imam 5 vretenc obrabljenih. A v spodnjem delu? Ja, v spodnjem delu. Aha. Ja, vidite, zdaj smo pa končno dobili prijemališče, ne? Ja. Prijemališče smo dobila, ne? A v kolenih pa nikoli nič ne čutite v kolenih? Ne, v kolenih ne, tako. A vsej kakšne boleče občutke ali pa kaj? Kdaj pa kdaj? Ne, v kolenih nikoli, nemam nobenih takih občutkov, edino to pavci na nogah, ne pa tu blazince od pavcu naprej, ne, tu imam tako drvijeno, na komu gib. Hočete reči, da podplat vas, podplat? Ja. Aha. Ja, no, zdaj sva prišla do nečesa konkretnega. Poglejte, jaz vam bom tako, a mogoče vam je to že kdaj povedal, no. No, poglejte, recimo, torej med vretenci imate te medvretenčne ploščice. A to ste rekel, da se je stanjšalo, ne? Da imate zožitev tega, ne? Tako. No, med posameznimi vretenci poteka živec. In poteka živec, ki gre po nogi dol tudi v samo stopalo, a veste. In zdaj, ko se ta živec stiska, ne? Ko se ta živec stiska, ne, potem boli po celi tej črti do stopala. In če imate bolečine v podplatih, v stopalu oziroma v mezincu, je tukaj se ponuja zelo verjetna povezava, ne, med tem zoževanjem teh medvretenčnih prostorov v tem ledvenem oziroma spodnjem delu hrbtenice in med bolečino v vaših stopalih. Ne? Konkretno pravite, da predvsem oba palca. Ne? To, da sta oba palca, je logično, ker se recimo je zožen prostor za obe dve pač živčni korenini, levo in desno, ker je, mislim, za obe zožen prostor. Ne? No, tako da, to je to in zdaj tisto, kar bi bilo smiselno, da se doseže, a ne, jaz zdaj govorim v strokovnem smislu, je to, da pomagamo, da vi imate, ste rekel, 56 let, ne? Ja. Aha. Ni tako visoka starost, ne? Še zmeraj bi se dalo tako, ker so razmerno v ne tako dolgem času, a ne, po izkušnjah, ki jih imamo, a ne, pomagati k temu, da povečate tvorbo svojega hrustanca. Ne? In smo spet pri tem zdravilu, ki ga imamo danes. Ne? Ampak vam predlagam, dajte nas poklicati po telefonu, a bi se dalo zmeniti.
Ja, lahko. Dajmo, ker jaz bi rad dobil še te vaše izvide, a veste, da to fajn obdelamo, a ne? Ker vidite, mislim, primer je kompliciran, vi ste bil pri več specialistih, a ne, in zdaj treba je tu biti natančen, a ne, pa zadeve na svoje mesto čim bolj postaviti, a ne, ampak kot rečeno, zdaj le to, kar ste nazadnje povedal, se odpira v tej smeri ena rešitev, ne, se odpira v tej smeri pač rešitev in vam predlagam, če nas pokličete, pa se zmenimo, vam bomo dali tudi svoj naslov, nam boste poslali nekaj svojih izvidov, mi bomo to obdelali v svoji ekipi, mogoče bomo še koga pač poklicali od specialistov, ne? In vam bomo en nasvet dal, ampak ki bo zelo povezan s tem, kar danes govorimo tukaj v oddaji. To vam lahko napovem. Ja. No? A je v redu? No, prav, v redu. Evo, to je to. Najlepša vam hvala. Prosim, jaz mislim, da se je kar lepo končal ta razgovor, no? No, lepo, res hvala. Prosim. Lep večer, lahko noč. Smo se malo zadržali pri tem pogovoru, ampak pravzaprav vse to je bistvo najne oddaje, ne? Da svetujete, da pomagate in da primer je bil kompliciran, zahteven, ste videli, 1, 2, 3 specialisti, a ne? In jaz sem spraševal, ampak čisto na koncu mi je pa povedal to, ne? Da se mu je začel zoževati medvretenčni prostor v spodnjem delu hrbtenice, ne? In potem je odgovor tukaj, a ne? In zdaj treba je tukaj, a ne, iti tu doseči, a ne, v tem medvretenčnem prostoru povečanje tvorbe hrustanca. In to pomeni, a ne, da bo se hrustanec. Jaz sem videl, veste, mislim, rentgenske posnetke, se spomnim študij, recimo avstralska študija izpred več kot 20 let, a ne, 20 let celo, a ne, to je bilo na samem začetku, ampak se je pokazalo, ne, hrbtenica, ne, pred jemanjem glukozamina, hrbtenica po jemanju glukozamina. In medvretenčni prostori po jemanju glukozamina, oziroma, zdaj to je on pač imel redno in trajno, ampak recimo po 2-3 letih se je medvretenčni prostor razširil, ne, in pomeni to potem težave izzvenijo, izginejo, ne, in to je bistvo, ne, to je bistvo, ne. Tako da, zdaj, ampak je pomembno to, da se tukaj natančno informiramo, pa res povemo, ne, kaj in kako. In to verjetno v svojih ambulantah tudi počnete, ne? V svetovalni dejavnosti to počnemo, ne. Se zelo potrudimo, no. Dolžna sva še odgovor na vprašanje, zakaj pravzaprav se jemlje toliko manj glukozamina, kljub temu, da so učinki pozitivni in dokazljivi. Učinki so dokazani, je odzadaj Svetovna zdravstvena organizacija leta 2005, leta 2007, leta 2012, so svetovne konference vsako leto, ki potrjujejo. Med drugim, mi smo nekje ostali, kako je bilo z razvojem glukozamina, ne, to recimo, če se še z 2 stavkoma zadržima, ne. Na začetku glukozamin, kot rečeno, smo pozdravili, oziroma so pozdravili 1 do 2 primera od 10. To je bilo malo, ne, ampak začetki so pač takšni bili, ne. Tudi otrok, ko se rodi, ne zna še hoditi, ne, in potem kasneje se stvar razvija, ne. No, in z izpopolnjevanjem tega zdravila se je iz generacije v generacijo, govorim o tehnoloških generacijah glukozamina, se je zdravilo izpopolnjevalo oziroma učinkovina se je izpopolnjevala in danes govorimo lahko verjetno o eni 6. generaciji že, a ne, ki traja zdaj že 20 in več let, mogoče 25 let, 20 let sigurno, ne. No, to je pa tisti, ki se je pa stvar zaobrnila, veste. Od 10 primerov smo uspešni pri 9. Se nič ne izmišljujem. Od 10 primerov smo uspešni pri 9. Imamo nacionalne študije, imamo portugalsko študijo, ki je to prinesla, imamo Svetovno zdravstveno organizacijo, ki je to potrdila, ki se je za to zavzela in se bori za to. Evo, mi tukaj v tej oddaji se tudi borimo, ne. Tako da v tej smeri gremo, a ne. No, tako da to je to, ne. Kaj se je pa zgodilo, ko ste vprašali? Ja, zgodilo se je to, ne. Zdaj, recimo, ko glukozamin sproži tvorbo hrustanca, sproži tvorbo kolagena, sproži tvorbo hialuronske kisline, sproži tvorbo hondroitina, ne, in se pravi, to so sestavine hrustanca, ne. In zdaj, ko so odkrili kolagen, so videli, da je povezan z hrustancem
In so rekli, ok, bomo pa tudi s tem, ampak kolagen je samo del te reakcije. Ta glavni je glukozamin. Pač glukozamin to vse skupaj vodi, sproži, obvladuje, a ne? In je tisti, ki je gradnik, a ne? Vsi ostali pa sodelujejo. In zdaj recimo kolagen, če sodeluje z 10-15%, toliko ima učinka, a ne? In zdaj, če ti imaš obrabo hrustanca, pa jemlješ kolagen, nekaj malega čutiš, točno teh 10-15% in nič več. Ne? In potem, ko ga jemlješ še recimo 2-3 meseca, si misliš, ja pa se mi je prijel, vse se je nekaj zmanjšalo, samo toliko, kolikor lahko, pri vzroku bolezni nisi. Do vzroka pride samo zdravilo glukozamin. A ne? In ker nisi pri vzroku, se bolezen širi naprej. In to zdaj doživljamo. To zdaj doživljamo že nekaj let v Sloveniji. Veliko reklame je za kolagen pri zdravljenju obrabe hrustanca, razne oblike so in tako naprej. Pač veliko je reklame tudi za hialuronsko kislino, ne? Za chondroitin, za glukozamin, prehransko dopolnilo, celo to se je zdaj zgodilo. Pač glukozamin je tudi kot prehransko dopolnilo, ki je pa standardiziran in mora biti standardiziran zaradi nečistot, a ne, da ga je 2-3 manj. Če ga je 2-3 manj, potem spet ne moramo govoriti o zdravljenju, ne, in zadregajo v tem, ne. To recimo, ko stara mama kupi glukozamin, ki je prehransko dopolnilo, se ne more zdraviti. Ona ga začne jemati, čuti, da je malo prime, ampak prime pa tako malo, a ne, da jo zavede, a ne, do vzroka bolezni, pa ne pride, spet se bolezen širi naprej in čez čas, a ne, se težave vrnejo in so večje, a ne. In potem ona začne razmišljati, pa se ta glukozamin sploh ne prime. V resnici pa je bil to glukozamin prehransko dopolnilo in ne zdravilo glukozamin. Zdravilo glukozamin. Zdaj me lahko primete za besedo, pa rečete, zakaj pa je prehransko dopolnilo, zakaj je tam 2-krat manj, zakaj so predpisali 2-krat manj učinkovine? Ja, zato zaradi nečistot, zaradi težkih kovin. Ne? Pri zdravilu je stvar čista, neoporečna, 100%, nič recimo nečistot, nič niklja, nič kadmija, nič recimo živega srebra, nič. Zato je lahko zdravilo, ne? In potem varno in ima polno dozo. Pri glukozaminu prehranskem dopolnilu pa tega ni. Je pa zmanjšana, ne? In to je zadrega, ne? In zdaj je teh prehranskih dopolnil se veliko reklamira, promovira. In zdaj doživeli smo to, da se je zmanjšalo jemanje glukozamina, ker se je zmanjšalo jemanje zdravila glukozamin, je potem tudi dejansko več bolezni, ne? In to zdaj tudi preživljamo, ne? In zdaj se borimo za to, da se stvar spreobrne, ne? Da začnemo spet jemati več zdravila. Temu je bila tudi nocojšnja oddaja namenjena. To smo tudi razlagali ljudem, ki so nas klicali. Hvala lepa vam za vse nasvete. Prosim. In hvala lepa tudi vam, če ste bili v najini družbi. Nasvidenje do prihodnjič.